Pozdravljeni. Program za izboljševanje odnosa z otrokom ali pa urejanje odnosa z otrokom je namenjen vsem tistim, ki opažate, da vaš odnos z otrokom ni učinkovit in v bistvu spravlja otroka v nemoč ali pa seveda tudi vas spravlja v nemoč glede tega, kaj opažate, kaj vidite, zaznavate in razumete, da se dogaja z otrokom. Na programu bom veliko govoril o tem, kako na otroka vpliva starš, njegovo počutje, tako zavestno kot podzavestno. Še posebej bom veliko razlagal in tolmačil, kakšne so posledice čustev druge stopnje, po Brajku je tako imenujemo čustva, ki v bistvu jih izražamo iz sebe proti okolici, ampak se jih ne zavedamo oziroma lahko rečemo, da jih izražamo podzavestno. In ravno ta čustva imajo najmočnejši vpliv na otrokovo vedenje, na otrokov razvoj, kar je pa še posebej problematično zato, ker se jih starš že po sami definiciji, ker so druge stopnje, ne zaveda. Torej se tudi ne zaveda, na kakšen način vpliva na otroka, zaveda pa se sprememb in odzivov otroka na čustva druge stopnje, ki jih dobiva iz starša ali pa iz okolice na splošno. In potem pride do problema, da zaradi senzorno-motorne amnezije, ki je v staršu in katere posledica je, da se starš teh čustev na drugi stopnji ne zaveda, vidi pa posledice vpliva teh čustev druge stopnje na otroku, med katerim pa nima senzorno-motorne amnezije in vidi potem na otroku spremembe vedenja ali pa vedenje, ki mu ne ustreza, ki ga ne odobrava, ki ga lahko celo prezira ali pa ne more razumeti, zakaj se otrok vede točno na tak način, da lahko potem skozi ta program in razumevanje čustev tretje, se pravi zavestnih čustev in čustev druge stopnje, se pravi podzavestnih čustev in vaj, ki jih bom na programu učil, s katerimi boste v bistvu lahko zmanjšali senzorno amnezijo in se s tem bolje zavedali čustev druge stopnje, ki bodo na ta način zgubljala moč in zmanjševala nerazumevanje, kaj se v bistvu dogaja, zakaj je otrok tak, zakaj se vede v nasprotju s svojimi interesi ali pa zakaj v bistvu je vedno bolj takšen, kot vi nočete, da bi bil, ali pa tudi sami veste, da za njegovo prihodnost ni dobro, da je tak, ampak kljub temu vztraja v takem vedenju ali pa ga celo stopnjuje, da boste razumeli, kakšen je lahko vaš vpliv kot njegovega starša, ki se ga vi ne zavedate, na njega. In skozi vaje ter razlago ter razumevanje teh procesov, ki so zelo močni in zelo močno vplivajo na razvoj in na vedenje otroka in s tem seveda tudi na odnos med vami in otrokom in seveda potem vplivajo tudi na odnos med vami in partnerjem. Ter z vajami, kjer boste bolj začutili, kaj počnete in se boste zaradi tega začeli bolj zavedati teh čustev druge stopnje, boste lahko šli v konkretno, postopno in primerno spremembo svojega vedenja, svojega vpliva na otroka in seveda boste potem lahko opazili tudi vedno bolj drugačno vedenje otroka do vas in vaše do njega, kar bo pa bistveno lahko, kar bo omogočilo vedno bolj močno izboljšanje odnosa in tega, da boste veliko bolj vedeli, kaj, zakaj in kako se dogaja med vami in njim in s tem dobite seveda tudi potem možnost in moč zavestnega vpliva naprej podzavestne vplive na otroka, kar pa spremeni odnos med vama. Hkrati bo tudi v programu govora ali pa bom obravnaval področja, kjer zaradi neprimerne nezadostne ali pa napačne oblike čustvene zrelosti starša otrok
spremeni svoje vedenje in se prilagodi temu, kar starš potrebuje ali pa ne potrebuje oziroma ne želi imeti, kar pa seveda potem potisne otroka iz otroške funkcije, se pravi, da se razvije v nekem normalnem, netoksičnem okolju po zakonu časa, v to, da se razvija ali prehitro ali prepočasi ali pa v napačno smer, kar seveda potem vodi v to, da enostavno je otrokov razvoj moten, nepravilen, otrok prehitreva z razvojem ali pa zaostaja z razvojem, kar seveda potem dolgoročno povzroča vedno več težav v njegovem vedenju in njegovi sposobnosti, da razvije lastno osebnost in lasten karakter, ter s tem omogoča ali pa sam sebi onemogoča bolj kvaliteten razvoj ter povečuje njegovo lastno senzorno-motorno amnezijo, ki mu pa potem kasneje v življenju vedno bolj otežuje življenje in večja verjetnost kroničnih stanj. Kaj bo v programu še poudarjeno, je razlaga in primerno razumevanje sintropičnih in entropičnih čustev in kako ta čustva usmerjati in uporabljati v času, zato da bojo starši razumeli, kako lahko oni z entropičnimi čustvi, kar pomeni čustva, ki slabšajo odnos, ki odnos razdirajo, ki grozijo, da se bo odnos prekinil, vplivajo na otroka, zato da otrok, da prepreči izgubo ljubečega odnosa, od katerega je življenjsko odvisen, izraža staršu in okolici svoje sintropična čustva, to so pa čustva, ki ustvarjajo odnos, ki ga izboljšujejo, ki ga nadgrajujejo in urejujejo, zato ker se boji, da bo izgubil ljubeč odnos, od katerega je odvisen. In če se to prenese na čustva druge stopnje, dobimo lahko zelo toksične medsebojne odnose, ko v bistvu starš na otroka deluje entropično, zato da bi otrok svojo mladost, svojo otroškost, svojo življenjsko energijo in živost, ki jo ima, v bistvu usmerjal v to, da bi z njo hranil ali dvigoval, vzdrževal starša pri življenju, kar pa seveda se potem postopoma lahko razvije v zelo močne oblike čustvenega incesta, kjer v bistvu otrok skrbi za čustvene potrebe starša in ga s svojimi sintropičnimi čustvi drži nad vodo, ohranja pri življenju in s tem vlaga sintropična čustva pretirano v preteklost, ter s tem v bistvu izgublja sposobnost, da bi ta sintropična čustva vlagal v svojo prihodnost, ter s tem v bistvu razvijal vedno bolj kvalitetno in učinkovito ter za njega, ter za njegovo prihodnost boljše življenje. Tako da v tem programu bo kar nekaj tem, za katere sem pri svojem delu opazil, da so zelo nerazumljene, da jih ljudje v bistvu vidijo probleme, vidijo težave, ne razumejo pa, zakaj je do njih prišlo, predvsem zato, ker zaradi senzorno-motorne amnezije ne dojemajo jakost in obliko čustev druge stopnje, ter se v bistvu potem poskušajo z čustvi tretje stopnje boriti proti čustvom druge stopnje, kar je pa boj, ki ga dejansko dolgoročno nikoli ne moremo dobiti, in potem se moramo sprijazniti, da so pač otroci takšni, kakšni so, čeprav smo imeli dobre namene, se pač nekako niso uresničili, ali pa otroci v bistvu nam kažejo obraz, da so v redu, da so zadovoljni, v bistvu v svoji notranjosti pa čutijo, da temu ni tako in da niti točno ne vejo, kdo so in zakaj so takšni, kot so. Če smatrate, da bi več znanja na področjih, ki sem jih navedel, koristilo vaši starševski funkciji, vas vsekakor vabim na ta program, oziroma menim, da je ta program za vas primeren in da boste od njega odnesli več znanja, da boste lahko bolje razumeli, zakaj stvari so takšne, kot so, in potem imate pol seveda tudi bistveno večjo možnost izboljševati tisto, kar ni v redu. Hvala in lep pozdrav.